AMZS center varne vožnje na Vranskem je gostil 4. dirko državnega prvenstva Slovenije v kartingu, na kateri je bilo sila zanimivo v lovu na točke za naslove državnih prvakov. Na veliki nagradi Flandrije v Lomlu je Tim Gajser znova prišel na zmagovalni oder med najboljše 3. Tudi Jan Pancar je v zadnji tretjini svetovnega prvenstva v dobri formi. Mladi upi motokrosa so se udeležili finalnih voženj Evropskega prvenstva za voznike motorjev s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov na Češkem. Enej Krševan je v Franciji prišel do novih točk Evropskega prvenstva cestnohitrostnih motociklistov razreda Moto2. Sven Cerjak je na Poljskem tekmoval na drugi dirki svetovnega prvenstva serije Speedway Grand Prix 2 za voznike do 21 let. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. Vransko je bilo prizorišče 4. dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. V AMZS centru varne vožnje so jo pripravili člani AKK Sportstil. Tekmovanje je ob slovenskem štelo še za avstrijsko prvenstvo ter točke centralnoevropske cone in točke pokalnega tekmovanja. Več kot 100 voznic in voznikov je lahko v lepem poletnem vremenu na progi pokazalo vse, kar znajo in zmorejo. V razredu mikro so vozili najmlajši in tisti, ki se prvič srečujejo s karting dirkanjem. Vozili so brezkompromisno in so brez strahu premagovali ovinke ter drveli po ravnini. Največ je v 3 vožnjah pokazal Renej Štokl. Na progi je bil natančen pri iskanju najhitrejših linij, znal pa je tudi odbiti napade tekmecev. Ob Štoklju sta na zmagovalnem odru stala še drugouvrščeni Matija Vlačič in tretji Jošt Bovha. V razredu mini je bil vnovič najbolj suveren na progi Timon Grgič, ki v letošnji sezoni v slovenskem prvenstvu vozi zelo zanesljivo. Tokrat ga je na trenutke sicer ogrožal Jacques Krajnc, vendar mu vseeno ni bil kos. Na odru za najboljše 3 se je Grgiču in Krajncu pridružil na 3. stopnički novinec v razredu mini na dirki na Vranskem, Tin Štucin. Razred junior je postregel zelo napetimi in zanimivimi obračuni. V vlogah favoritov pred dirko sta bila Maj Rakuša in Nik Brecelj. Svoj današnji nastop bi ocenil bolj tako, ker prve 2 dirki nisem jih vozil najbolj z glavo, s zadnjo sem se malo popravil. Brecelj je sicer ugnal Rakušo, a od obeh je bil hitrejši Filip Ferk-Žerak, ki je zasluženo osvojil 1. mesto. Težave mi je povzročilo, ko sem v prvi dirki sem dobil 2 kazni in potem sem mogel drugo startati slabo. Je Brecelj razkril razloge, da je ob koncu dneva pristal na 2. mestu, tretji pa je bil Rakuša. Tokratni razplet napoveduje verjetno ogorčen boj na zadnji preizkušnji sezone v Sloveniji vasi. Razred senior je bil znova v znamenju Nika Tropca, ki je dominiral v vseh vožnjah in bil po koncu tekmovanja zato zelo dobre volje. Današnji nastop bi ocenil 10 od 10, zato ko sem bil najboljši. Je bil nasmejan zmagovalec ter tudi sila samozavesten. Ne skrbel bi nič, ko sem že od prve dirke prehitel vse Avstrijce in Hrvate, ta 5. krog in od takrat naprej, od prve dirke sem še zmagal, sem bil prvi še drugo in tretjo dirko brez, da bi mi kakšen prehitel. Na poti do novega naslova državnega prvaka ga lahko zaustavi samo neverjetna smola na zadnji dirki sezone. Ob Tropcu na 1. mestu sta na zmagovalnem odru stala še Nejc Košenina na 2. in Maj Sadar na 3. mestu.
V razredu DD2 je spet dominiral Dimitrij Mlakar, ki pa je imel tokrat nekaj težav, a ga niso zaustavile oziroma mu preprečile končnega zmagoslavja na dirki. Že v petek smo imeli na zadnjem treningu nesrečo, ko me je tekmec naskočil in sem imel nekaj bolečin v roki, rebra, hrbte in se je to stopnjevalo v soboto. Danes sicer že boljše, ampak vseeno me je bolečino spremljala skozi ves vikend. Vseeno je stisnil zobe ter si privozil novo prvo mesto na odru za zmagovalce. Pa skrbelo me niti ni nič, ker sem vedel, imam hitrost, tudi izkušnje. Današnji nastop je bil kar dober, sicer tretji vožnji smo imeli nekaj težav, ampak solidni. Drugo mesto je pripadlo Taju Šilerju, tretji na Vranskem v razredu DD2 pa je bil Matic Kolmanič. Vozniki v razredu KZ2 so prav tako neustrašno drveli po postavljeni progi in navduševali gledalce z različnimi linijami voženj. Najboljše je poiskal in jih odpeljal Alen Pevec, ki se je veselil zmage. Drugo mesto je pripadlo Janezu Voku, na tretjem pa je pristal Andrej Čoh. Zadnja dirka sezone državnega prvenstva Slovenije, po kateri bomo dobili državne prvake za letošnjo sezono, bo konec avgusta v AMZS centru kartinga in motošporta v Sloveniji vasi. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Tim Gajser tudi po 14 dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu ostaja na 4. mestu v skupnem seštevku razreda MXGP. Na veliki nagradi Češke v Loketu so ga drago stale napake v prvi vožnji. Čeprav je še vedno malce čutil poškodbo rebra, pa v tem ni iskal opravičila, da lahko vozi vrhunsko agresivno, a še vedno zbrano ter brez večjih napak, je demonstriral v drugi vožnji. Na zelo trdi podlagi se je maksimalno osredotočil nase in svojo izvedbo, kar mu je skupno na dirki prineslo 5. mesto. Na veliki nagradi Flandrije v Lomnu se je na mehki mivki zelo dobro ujel z motorjem in nastavitvami. 3. mesto v prvi vožnji je bila predvsem posledica konstantnega tempa, ki ga je imel na progi. Druga vožnja pa se mu ni išla povsem, kot je želel, čeprav se je trudil po najboljših močeh. Za 3. mesto na odru za zmagovalce se lahko zahvali tudi sreči oziroma nesreči Romena Fevra, ki ga je v zadnjem krogu nekoliko pred ciljem zaustavila tehnična okvara motorja. Jan Pancar je v Loketu odpeljal zelo dobro in je zasluženo dirko končal na 8. mestu. Morda mu je v prvi vožnji na motociklu manjkalo nekaj vselej potrebne sproščenosti in mehkobe v zavojih, a je to popravil v drugi vožnji, kar ga je nagradilo 7. mestom v cilju in potrditvijo, da se na trdi podlagi lahko povzpne zelo visoko. Mehka mivkasta proga Stade Lake Motocross Terrain v Lomnu Pancarju ni pisana na kožo. Vseeno je predvsem v drugi vožnji pokazal, da se zna zbrati in tudi v zahtevnih razmerah odpeljati zelo dobro, kar je lep obet za finiš sezone. V razredu MX2 se je na dirke svetovnega prvenstva vrnil Jaka Peklaj. V Loketu mu še ni šlo vse tako, kot je morda pričakoval, želel in načrtoval, saj je bil kar pošteno oddaljen od tistih, ki se uvrščajo med dobitnike točk svetovnega prvenstva. Zato pa je nato v Lomlu prijetno presenetil. Ni se ustrašil zelo zahtevne proge, ter je v obeh vožnjah ciljno črto prečkal 19. in prišel do prvih točk za skupni seštevek v sezoni, ter potrdil, da dviguje formo in se lahko dobro kosa s tekmeci v svetovnem prvenstvu. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
Trije slovenski mladi upi motokrosa so se skozi kvalifikacijske dirke prebili do finala Evropskega prvenstva za voznike motorjev s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov na Češkem. Max Sedlanšek je v Loketu žal obtičal v kvalifikacijah, Matic Maček pa je v šibkejšem 65-kubičnem razredu skupno osvojil 26. mesto. Evropski prvak je postal Britanec Jack Waters. Tim Repnik je tekmoval v močnejšem 85-kubičnem razredu, v katerem se je v ostri mednarodni konkurenci trudil po najboljših močeh. Na progi, na kateri so sicer vozili tudi za točke svetovnega prvenstva veliki vzorniki mladih motokrosistov, je Repnik po 2 vožnjah zasedel skupno 26. mesto. Naslov evropskega prvaka je osvojil Latvijec Patriks Cirulis. Dirkališče Nevers v Manicuru v Franciji je gostilo 4. dirko sezone evropskega prvenstva v cestno-hitrostnem motociklizmu. V razredu Moto2 je tekmoval Enej Krševan, ki se je končno znebil neprijetne poškodbe desne roke. V 2 vožnjah se je 2-krat zanesljivo vrstil med dobitnike točk. Osvojil je 10. in 11. mesto ter pokazal, da se lahko dobro kosa s tekmeci v ostri mednarodni konkurenci, v kateri je bil tokrat v 2 vožnjah najboljši Poljak Milan Pavelec. V razredu Moto4 se je na progi trudil Tijan Krševan. Enejev mlajši brat šele nabira mednarodne izkušnje v neizprostnem svetu dirkanja in se mu tokrat v kvalifikacijah ni uspelo prebiti med tiste, ki so se nato pomerili za nove točke evropskega pokala v razredu Moto4. Druga dirka svetovnega prvenstva serije Speedway Grand Prix 2 za voznike do 21 let je bila v Lodžu na Poljskem. Med 16-terico, ki se je ostro in brezkompromisno borila za čim višja mesta in točke za skupni seštevek, je bil tudi Sven Cerjak. Ni bil glih moj dan, vse nam je šlo narobe. Imeli smo težave z motorjem že od samega začetka, prvič sem bil na taki stezi. Enostavno nismo vedeli, kaj narediti z motorjem, začeli smo s premajhnimi zobniki. Vozniki so bili zelo agresivni in so neusmiljeno kaznovali vsako drobno napako tekmeca. Cerjak se je trudil po najboljših močeh, saj se je dobro zavedal, da v neizprosti konkurenci šteje vsak kvadratni centimeter steze. Skozi smo nekaj spreminjali, skozi smo iskali za boljše nastavitve, ampak enostavno nismo mogli, ni nam ratali. V dokazovanju, česa so sposobni in kaj zmorejo, vozniki velikokrat pozabijo, kaj se lahko zgodi na stezi. Zato je bilo tokrat veliko padcev. Po napaki Šveda Rasmusa Karlsona pa je v ogradi na tleh v svoji zadnji vožnji končal tudi Cerjak. Pustil mi je na začetku placa, da sem prišel zraven njega, pa se je pa sam naslonil na mene in smo skupaj zapela. Mene je motor vrgel zelo visoko v zrak, obrnil me na glavo, nato je tudi padel motor na mene. Čeprav je bil padec grozljiv, pa je mladi voznik iz Senovega vseskozi dobro vedel, kaj se dogaja. Takoj po padcu sem bil pri sebi, nisem mogel dihati zaradi udarca, ker je padel mi motor na prsa. K sreči jo je odnesel brez hujših poškodb. Udarci in odrgnine bodo čez nekaj dni preteklost. Jaz se počutim v redu, nimam nobenih težav, sem že pripravljen na dirkanje. Edino, kar je me malo še boli hrbtenica, ampak to je to. Kaotično dirko je sicer dobil Mikkel Andersen, drugo mesto je zasedel Maksimilijan Pavelčak, tretje pa Nikolaj Heiselberg. Zadnja dirka serije Speedway Grand Prix 2 bo 11. septembra v Zvojensu na Danskem. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
soboto 22. avgusta bo v Krškem prva dirka državnega prvenstva Slovenije za mlade voznike speedwaya na 250 kubičnih motorjih. V nedeljo 23. avgusta bodo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem člani AMD Domžale pripravili 5. dirko državnega prvenstva Slovenije v mini cestno-hitrostnem motociklizmu. Prav tako v nedeljo 23. avgusta bo v neposredni bližini AMZS centra varne vožnje na sporedu tudi 4. preizkušnja sezone za točke državnega prvenstva Slovenije v trialu. V nedeljo 30. avgusta bo AMZS center kartinga in motošporta v Sloveniji vasi v znamenju zadnje odločilne dirke državnega prvenstva Slovenije v kartingu. Prav tako v nedeljo 30. avgusta se bodo cestno-hitrostni motociklisti 6. letos merili za točke državnega prvenstva. Preizkušnja bo potekala na dirkališču Slovakia Ring.